Torej na razstavi, ki sem ji dala naslov Kontraplan, predstavljam grafike, novejše produkcije, risbe na pleksisteklu, ki se poigravajo tudi s svetlobo, v kombinaciji s svetlobo, pa risbe na nekih tanjših prosojnih materialih. Zakaj kontraplan? Ker me spominja na proces v grafiki, kjer se matrica in potem odtisi zrcalijo, torej nekako dobiš kontra podobo. Pa hkrati me spominja na neko kadriranje, ker je izraz iz filmskega sveta. Kadriranje, mogoče pokrajine vedute, ker dosti arhitekture upodabljam v tem smislu, kot neki, recimo, bi lahko bili kadri iz pokrajin. Risba je zelo neposreden medij in v bistvu jaz mislim, da enostavno ustvarjam zelo spontano in mi je blizu in pride iz mene zelo intuitivno. Ni točne razlage, zakaj, nekako se v tem najlažje izražam in se mi zdi dobro, da je neposredna, pa recimo mogoče iskrena, pa da, ne vem, ja, drugače. Zelo malo sredstev rabiš, a ne? Ja, zelo je taka skico tudi, recimo, skiciraš, ko potuješ, lahko ne rabiš posebnega delovnega prostora, ne. Je taka, ja, hipni vtisi, lahko pridejo iz tega. V prvi sobi so v bistvu tudi grafike, ampak z malo drugačno tehniko in risbe, taka kombinacija, ker sem tiskala z preprosto akrilno barvo in risala tudi v bistvu s čopičem, ampak se obnaša kot risba, pa z akrilnim flomastrom, par eksperimentalnih tehnik na tanjšo, na transparentno folijo in potem sem jih dala v plasti in so tudi uokvirjene, tako da malo ne prepoznaš, koliko plasti je noter. V glavnem dobi en globinski efekt. V teh risbah se pojavijo tudi neke ptice, tudi arhitekturni elementi, pa hkrati pa tudi neka človeška podoba, ki so malo bolj silhuetno upodobljeni, so kot nekako, recimo dajo vtis, da so izgubljeni v tej krajini, da so tudi oni kot neka senca sami sebi, da so, ne vem, minljiva bitja, ki živijo v tem prosojnem okolju. Da sem sploh prišla do tega, da sem začela delati risbe na pleksisteklo, je v bistvu izhajam najprej iz grafičnega postopka, kjer je bila ta risba v bistvu matrica za grafične odtise in sem kasneje ugotovila, da ima tudi že sam ta material poseben efekt, ker je transparenten in ker je ta risba v bistvu zelo, noter lahko zelo, ima eno posebno afiniteto, nek poseben moment se zgodi, ker ni risba z pisali, ampak z to suho iglo, noter ugreznjena in tako. In sem potem nadgradila tudi z risbo, z risanjem, z risarskimi, slikarskimi postopki in s svetlobo. In svetloba je tista, ki proseva skozi transparentno pleksisteklo, s tem, da kjer je risba, meče senco na steno oziroma na svojo okolico v prostoru in
tem pridobi na neki dodatni dimenziji, recimo, da bi to lahko tudi bila neke vrste grafika, odtis. In če odvisno kako osvetljujem, recimo v tem primeru sta dva svetlobna vira, lahko bi bila tudi jih več ali pa premikajoča in se s tem tudi zadaj sence prepletajo in dobi še neko novo podobo in mogoče spominja na razširitev te krajine, mogoče na poglobljenost, pa tudi na minljivost. To pleksisteklo je taka zelo spominja na neko krhkost, na nek hipen vtis. Ne deluje toliko konkretno. Zdi se mi, da svetloba naredi dodatno dimenzijo in da lahko tudi risba v nekem momentu izpade kot objekt in je del prostora, čeprav je ploskovita, še vedno ni prelimana na zid, ampak dobi neko dodatno življenje, dodatno dimenzijo. In ker se svetlobo vedno, sploh v galerijskih prostorih, pa v raznih predstavitvenih medijih, ukvarjamo s svetlobo, zakaj ne bi izkoristili direktno, in s tem še predstavili dodatne strukture, ki jih lahko prinaša. V tretji sobi so predstavljene grafike, ki so vse narejene z tehniko suha igla, torej globoki tisk. Njihova matrica je narejena na pleksisteklo, ki je zraven tudi predstavljena, torej na razstavi je prav zraven. Ravno zato, da se nekako poveže z drugimi elementi na razstavi, da predstavimo v bistvu proces, ker je bil povezan tudi s procesom drugih del. Upodobljene so razni arhitekturni elementi, ki me inspirirajo ob ogledovanju mogoče razpadajočih hiš, propadajočih arhitektur ali pa nenaseljenih ali pa zelo urbanih, zelo neosebnih, tako v smislu, da jih človek uporablja nekako na poseben način, pa v prepletu z naravo. Včasih se zgodi, da narava začne preraščati neko arhitekturo, prej je imela svoj bivalni namen ali pa neka prvotna funkcija se je spremenila s časom, pa z vremenskimi vplivi, pa recimo temu z naravnimi elementi. In ta presek, ki se zgodi, to me inspirira in uporabljam za risbo, za podobe.